Evo, tole bo pa drugi del mojega predavanja, ki ga nameravam imeti v četrtek, 10. septembra v hotelu Bernardin v Portorožu, licenčni seminar s smučarskim trenerjem. Naslov seminarja je tale, PowerPoint. Zdaj se malo dogaja in tisto, kar sem v prejšnjem videu posnel, bom zdaj tukaj malo šel na hitrico skozi. Torej, biti ali ne biti kritično misleč skozi psihoanalizo, to je zdaj moja dilema, ampak ne dam se motiti in pač jaz poskušam skozi tole mojo psihoanalizo predstaviti psihoanalitične vidike oziroma poglede na funkcioniranje športnika. Psihoanaliza je pač miselni koncept, skozi katerega se da bistveno več povedati o človekovi oziroma športnikovi, športničini duševnosti. Pač Freud je epicenter razumevanja človekove duševnosti predstavil iz zavesti v nezavedno, ki je bistveno, in to je ta epistemološki prelom v razumevanju človekove duševnosti. Bistvo tega preloma je tudi ta, da je človek seksualen in v športu je ogromno neke latentne seksualnosti. Tukaj le vidimo ključne koncepte po Freudu, torej od tega, da je načelo ugodja tisto, okrog katerega se svet vrti, da so primarni procesi nezavedni, sekundarni so pač zavestni. Tukaj je topika nadjas, jaz, ono, ključni oidipokompleks, kastracija, da obstaja preko 50 obrambnih mehanizmov. Tudi sanja mi se, da marsikaj povedati oziroma dobiti dodatne informacije, ker sanje predstavlja kraljevsko pot do nezavednega. Zdaj, eros thanatos, to ni ključno pri razumevanju Freuda, ključno pa je za razumevanje psihologije športa v kontekstu psihične priprave transfer, to je čustvovanje na relaciji športnik, športnica, trener. Simptom je tako rekoč vse, kar se vrača iz potlačitev, iz nezavednega. Libido je življenjska energija. Zdaj, proste asociacije niso niti pomembne. Pomembno pa je, da je struktura te realnosti oziroma stvarnosti v resnici pa simbolna. To je ta višja matematika. To je Freud, je ta epistemološki prelom naredil pred več kot 100 leti in od Freuda naprej bi se moralo vse spremeniti, pa se ni. Psihiatrija se fiksira za enega Kraepelina, ki je pionir psihiatrije, rojen istega leta kot Freud, ampak v konceptualni zablodi je bil že Kraepelin, zdaj pa cela psihiatrija brska po transmitrih, Freud pa brska po mislih. In mi, ki mu sledimo. Torej, tole sem že povedal, da je tale Simon Brezovar se pač oprl na Muska. Janek Musek je dober poznavalec Freuda, ni pa ravno psihoanalitik. To so te ključne faze. Tudi v karakternem smislu, oralni karakter, analni karakter, falični karakter. Potem so te tako imenovane izjeme v športu, ki so zelo dobrodošle, iskane, potem so tukaj propadli zaradi uspeha, pa storilci iz slabe vesti. O tem sem se že govoril, ustavil sem se pa tukaj le pri Ramu, Juretu Robiču, ki je imel brata Sašota Robiča. To je ena kalvarija, o kateri mogoče bom v Portorožu več povedal, kot je danes. Potem naprej bom še pokazal ostale neke slajde
ne. Se pravi, transfer je ključ za razumevanje psihičnega funkcioniranja športnika v odnosu do trenerja. To so neke definicije transferja, torej da gre čustvovanje, prenos čustvovanja iz otroštva v odraslost. Gostečnik Kristjan, Peter Praper, Palija, Katarina Kompan, Erzar so veliko povedali na to temo transferja. V športu je transfer ključen, ne samo v športu, tudi še marsikje. Transfer v bistvu pomeni nezavedna zaljubljenost, če gre za nasprotispolni tandem. Torej, če boste na stop pritisnili, boste tole znali še prebrati. Status avtoritete, torej subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, zna in zmore, je oče oziroma simbol očeta, to je trener, se pravi moška figura, ne ženska. Feministka o tem noče nič slišati, ampak tako pač je. Zdaj bom pa pač razlagal, kako je s temi sestavo ekipe. O tem bom govoril. Tole je ekipa Rama, v kateri ne bi smelo biti žensk. Mi smo imeli v ekipi 2 ženski, to so zapleti. Torej, treba je vedeti, da so določeni prepiri med športnico in trenerjem pogosto posledica nekih nezavednih libidinalnih trenj. 2 se prepirata zato, trener in športnica včasih, da si en drugega ne bi želela na seksualen način. To je dobro vedeti. Vedeti mora pa nekdo, ki ovlada psihoanalizo, pozna te koncepte, pozna delovanje nezavednega. Zdaj, tole bom rekel, slalom je eno samo ovinkarjenje med številnimi problemi in kakšni razvajenci slaloma ne morejo takoj zapopaditi. Razvajeni otroci ne morejo biti slalomisti kar čez noč. Slalomisti so lahko tisti, ki imajo v življenju veliko problemov. Zdaj, to falično podiranje kolov je čisto nekaj drugega kot tisto ovinkarjenje okrog kolov, ki je bilo značilno svoj čas, v času Bojana Križaja. Pa že takrat je bil en Piero Groschi, ker lomil tiste palce. Palce, količke, ki niso zgolj količki, ampak so tam neki falusi, ki jih je treba, kako naj rečem, z roko podirati, tolčiti. Zdaj, kol se pa tudi pojaha, kar ni tako enostavna stvar, recimo, če to pojaha ženska. Ker nezavedno to drugače zapopade. Smuk je pa eno samo nebrzdano uživanje. Najhitrejši v smuku so seveda moški, ta Johnny Claret, v Wengenu skoraj 162 je pelil 2:13. Mislim, med ženskami je najhitrejša baje bila Lindsey Vonn. Tudi naša Ilka je izjemno hitra, aerodinamična. Tudi v teh svetovnih rekordih prednjačijo moški, ker brzina je penetracija, je falična, to je stvar moških. To se mi zdi, da je Cauchen zdaj ta strmina, kjer se je pred Sočijem poškodovala Ilka na nekem skoku. Imeti v vrhunskem športu žensko, po domač povedano, ena velika jeba. Narava kastracijskega kompleksa je pač taka, da si punce želijo biti lepe. Torej, če nimam lulčka, sem pa toliko lepša. Očka, poglej me, kako sem lepa, imej me rad. Če kastracijo ponesrečeno dojema, potem se zgleduje, pač v objemu zavidanja penisa, zgleduje po moškem. Poglej me, očka,
takšna sem kot sin, ki ga nimaš, ali pa imej me rad, sem čisto podobna sinu, ki ga nimaš, ali pa mojemu bratu. Pa tako naprej. Mora se zgoditi zavidanje penisa, ki je nezavedno, šele potem lahko ena ženska postane, bi rekel, falična športnica, ne. Idealne športnice so v bistvu lezbike, ne, in to je bogokletno o tem govoriti. Zdaj, karierne neke zaplete je treba, kot je razvidno iz prejšnjega predavanja, iz prvega dela, sterapirati. Obstajajo določeni sprožilci, ki aktivirajo prve dogodke iz otroštva, iz mladosti, in to en klasičen psiholog ne bo štekal nikoli, ne. Zato jaz mislim, da je psihoterapija včasih edina rešitev za sanacijo psihe, ne pa klasična psihična priprava. Ja, zdaj tisto, kar jaz znam spraševati ali pa imeti na nek način pod kontrolo, je vezano na seksualnost. Recimo, jaz sem precej spraševal športnike in športnice, o čem sanjajo, in imel sanje pod kontrolo. Moral sem vedeti, kaj športniki, športnice sanjajo, ker analiza sanj, če prav interpretira, nam marsikaj pove. Zdaj, pogosto sem imel največje probleme z ljubosumnimi trenerji. Ko jaz se potrudim pa nekaj naredim recimo za športnico, največji problem je trenerjevo ljubosumje. To je izdalo že marsikakšnega trenerja, ki je raje getoiziral ali pa depriviral športnico pred ostalimi moškimi vplivi. Tudi en psiholog moškega spola potem ne pride zraven. Znani so primeri, kaj vem, iz tenisa, tudi iz alpskih teh oziroma zimskih športov. Recimo način mojega dela je pač tak, ne, ker psihoanaliza je veda o ženski želji oziroma veda o seksualnosti, da moramo pogledati tudi v čustva, seksualno življenje, celo v fantazije. Zato, da se v nasvetih bolje znajdem, da znam sondirati nezavedno in vem potem, kje v katerem grmu tiči zajec. Včasih, ko ne gre drugače, lahko določen šok strezni neko psihično brazgotino, torej strezni športnika na način, da se v pozornosti preusmeri v neko dogajanje iz registra šoka, in ta šok potem pokuri vso libidinalno energijo, te potem zmanjka, da bi se v nezavednem ohranjala neka frustracija, ki spotika športnika, športnico. Ta šok lahko pobere toliko libidinalne energije, da potem zmanjka energije za samo kaznovanje. Nekdo, ki se kaznuje z neuspehom, ker se čuti krivega, to zdaj se navezuje na tisto prvo predavanje, včasih rabi šok, da zmanjka energije za to samo kaznovanje in da potem tisti delček energije, ki še ostane, gre zgolj samo za proizvajanje odličnosti in lahko pride do vrhunskega rezultata, če športnik ali pa športnica doživi en šok, bodi si tam nek telegram, da je nekdo umrl, ali pa da se zgodi nekomu bližnjemu kakšna prometna nesreča, ali pa da se v prometno nesrečo zaplete sam športnik, ki se ne poškoduje, ampak z razštelano psiho gre na štart, in tam potem energija, ki preostane, gre za tekmovanje, tiste nezavedne potlačitve, ki spotikajo športnika, pa zbledijo, ker nima bencina, torej libida, energije, da bi spotikala športnika. Včasih se s placebo fintami da marsikaj narediti. Jaz se spomnim, kako sem svetoval, recimo Dari, da bi bilo dobro, da se zamenjajo smučke, češ,
da so neke druge smučke boljše kot Rossignolove in to se je pa tudi zgodilo. Sam jaz nisem bil glih suveren pri tem, ker pač toliko se pa ne spoznam, ko gre lahko športnik, športnica na nove smuči. Vem, da na nove pancerje se pač težko gre, ne? Na smučke se pa da spremeniti in to mašilo v manjku smisla včasih deluje kot placebo finta, ne? Teh placebo fint je malo morje, velikih je, ki se jih da uporabiti, ampak človek mora biti kar izurjen pri tem. Obstaja pa tudi nocebo efekti, ne, ko nekaj športnika spotika, ne, recimo, če si ti tam nekje z Bosne, a priorno veš, da ne moreš nikamor priti, ne. Janica Kosteli se je pa identificirala kot Slovenka, govorila slovensko in imela problemov, jaz pa sem iz južno od Kolpe in mi nismo rojeni za smučanje, ne, samo Slovenci lahko. Ker se je prepoznala kot Slovenka, ni imela teh problemov, ne. Tudi Ivica ne potem, ne, oziroma oba hkrati. Oče je pač tako rekoč živel v Sloveniji z obema otrokoma. Zdaj, marsikaj je še v tem nezavednem ali pa v optike psihoanalize pomembno, torej razne nezavedne fantazme, recimo mamina fantazma, ki jo sin spontano ponotranji, bi se glasila: bodi loser, tako kot foter, takega te ljubim. Ta fantazma zna zelo spotikati nekega športnika pri prehodu v svetovni vrh. Po drugi strani pa druga fantazma, ne. Ljuba moja hčerka, bodi moj sin, nosi mi medalje. Ta je pa zmagovalna fantazma, ki jo lahko ponotranji deklica, hčerka v odnosu do očeta in potem proizvaja neko odličnost, pride na vrh, ne. Sam pri ženskah se veliko stvari zalomi na čisto nepredvidljiv način, so zelo nepredvidljive, da se pa kar precej vplivati na njih, ne, ampak ženski šport to je neko povsem novo vesolje, če kak moški trener gre iz moškega športa v ženski šport, to se popolnoma izgubi. Torej, to je bil zdaj tale moj ekspoze, ki ga vadim, malo sem ga skrajšal. Jaz upam, da če kdo to gleda po YouTubu, se kaj naučil, predvsem iz prvega dela. Ta drugi del je pa tako malo za hec ali pa za pestritev. Čau.